Danes slišam zanimive stvari, skratka govori se na Instagramu, Facebooku in na Twitterju, glede tega, ko sem bil včeraj pri Perotu Martiču v šovu, pač ni gost. In sem imel nek zanimiv pogovor in med tem sem tudi mogel ocenjevati punce od 1 do 10 in jaz kot iskren človek povem točno to, kar mislim, sem tudi to naredil in to marsikomu ni všeč. Zdaj pa preden karkoli naprej nadaljujemo s tem pogovorom, bi sam nekaj rad povedal. Vse prvo. A ti je bilo bolj, da daš od 1 do 10? Ja, lahko, ja. Ok. Zakaj sem rekel ne 1 do 10? Ker bod tako legit, bo uno. Ja, bom pa okay. A pa brat, ponavljam, če kjer daš enko, to ne pomeni, da je grda ženska, to pomeni, da to ni njegov okus. Bravo. To, ja. Jaz sem isto ženski milijon, ki bi jim dal enko, a lahko da bi vsi ostali dal 10. Ja, se s tem. Ok, razumeš. In on je realno idealen človek, ki lahko pove te stvari. Ok, zdaj pa tako. Jaz sem človek brez dlake na jeziku. Se pravi, če me karkoli vprašaš, ti odgovorim 100% iskreno. Ni mi težko nobeno peti obraz, kaj mislim, in tukaj v tej igrci sem mogel povedati od 1 do 10, koliko bi ocenil ženske. Prvo, da vam nekaj objasnim. Jaz se zavedam, da vsaka ženska je lepa, vsaka ženska je vredna, nobena ni grda, lahko ima 10 kil več, 20 kil več, 100 kil več, premalo, pač vsaka ženska je lepa. To se jaz kristalno zavedam. Če pa ti mene vprašaš, da jaz povem, kaj jaz mislim, kakšna je ta punca in da jo moram oceniti. Se pravi, za mene je lahko najlepša, pa za nekoga drugega ni, ali pa za marsikoga ni. Lahko je pa za me taka, da mi ni všeč, pa je lahko za vas vse punca, ki vam je ful všeč. Vprašanje je bilo, kakšno je moje mnenje. In očitno Slovenija ne zna sprejeti tega, da jaz povem točno to, kar mislim. Verjetno 99% oseb, ki ima neko medijsko pozornost, se ne bi spuščali v take pogovore, ne bi komentirali, ali bi pa naredili to, kar je rekel Pero, da se boji, da bom pač kar do vsako rekel 8, 7, vse ste super, in sploh. Skratka, še enkrat, jaz sem komentiral samo to, kar dejansko jaz mislim. Se pravi, kaj meni všeč na ženski, kaj mi ni všeč, kakšni so mi obrazi všeč, kakšne postave in karkoli. Nisem hotel nobenega s tem užaliti. A je prav ali ni prav, oni me sem vprašal, sam osebno mnenje povedal. Mogoče edina stvar, ki je bila mogoče tako res nespoštljiva, je pri Rebeki Dremelj, ki se mogoče tudi javno opravičujem, ki sem rekel, da je kobila, ampak nisem dejansko tako mislil. Jaz pač rečem kobila, čeprav sem mislil pač, da je velika punca, da ni pač nek moj tip, čeprav je ful simpatična, ful super punca, sem tudi spoznal in res nimam nobene slabe besede čez njo zapovedati. Tako da res tukaj sem bil res nefer, moram priznati. Mislim nefer. Nisem hotel biti nefer, sploh nisem hotel biti žaljiv, ampak v temu žaru, ki pač govoriš, komentiraš, kaj itak je on tudi na nekem takem čudnem načinu komuniciral, pač njegov žargon in pač se mogoče spustiš na ta nivo in pol kakšna beseda tudi tako zleti, čeprav res nisem tako mislil. Če ste opazili, sem pa drugače komentiral malo bolj samo tiste osebe, katere sem poznal, oziroma sem imel nek kontakt z njimi, stik z njimi in se mi zdi, ne vem, da nisem govoril za nobenega, ki ga ne poznam, ampak tistega, ki ga poznam in ki lahko kaj rečem. Tudi pri Lauri sem rekel, da je pač dvojka. Čeprav je prijateljica za 16, ampak mislim oseba za 16, ampak je pač dvojka. In mislim, da bo pač ona to razumela. Če ne bo razumela, pač to ni moj problem. Jaz sem pač povedal, kaj jaz mislim in nisem bil kar je za moje pojme večina ljudi. Zdaj bom pa prvič komentiral še Ano pa Pijo. Se prav veliko ne, ampak ker rekel sem, rečemo za obe 2 minus 16, ampak ok, pustimo, to se sam pač tako reče. Ana, odkar je prišla ven, oziroma konec šova bilo do nas, tako rekoč, je naredila toliko podlih stvari, da je pač edina stvar, ki lahko rečem minus 16 in ne komentiram čisto nič več. Bom pa tudi tako rekel, da se ne bom spuščal na ta nivo pa komentiral, kaj vse one govorijo po vseh podcastih, pa kaj se in kaj, zato sem pač rekel minus 16. In mislim, da vsak, ki je zadnje 3 mesece spremljal medije, ve, o čem govorim. Rad bi pa sam še to povedal. Res iskreno bi rad povedal, da vsaka ženska na tem svetu je lepa in vredna. Ne obstaja ženske, ki je grda. Pač, ne vem, jaz sem rečemo komentiral, kaj jaz mislim,
Zdaj, če imaš 10 kg premalo, preveč, gor dol, se pravi, si vsem lepa. Ampak jaz sem pač povedal, kaj jaz mislim glede žensk in glede mojega okusa. Zato ne vem, zakaj bi se vi toliko palili na tom, ker jaz pač povem, kaj mi je všeč. Marsikdo na tem svetu ne upa povedati, izpostaviti, kaj mu je všeč, pa povedati to javno. Še posebej ne mogoče na takih primerih, kot sem jaz. Jebi ga, ampak jaz sem pač iskren. In mi ni bed tudi zdaj vse te punce, ki sem jih komentiral, videti v živo in jim to povedati. Zato, ker se po moje vsi zavedamo, da je moje mnenje vredno nič. Se pravi, če priješ na nek show, podcast, karkoli sem že imel včeraj, pač je to neka zebancija, pač komentiraš, poveš, kaj misliš, če si iskren tukaj, kot sem jaz, še toliko boljš, ampak to nima nobene vrednosti, nobene težnosti, pač to je pač kar nekaj. In ne vem, zakaj bi se kdorkoli od njih, po moje se itak ne, počutil slabo zaradi tega, ker je moje mnenje vredno nič. Mislim, da je sploh prišlo do tega, da ste dobili tako občutek. Ok, čeprav priznam tudi, da je, ne vem, cel content tam tako malo na nekem čudnem nivoju, malo je smešno vse skupaj in pa se avtomatsko podrediš temu in mogoče to bolj nespoštljivo, nevljudno, neprofesionalno izpade, ampak lej, pač fora je samo to, da bi rad, da veste, da nisem hotel biti žaljiv, daleč od tega.